Dragi ljudje, jaz sploh ne morem verjeti, da je tole že stota sladka akademija. Wow, koliko smo že dali skupaj sladkega čez in danes, kot se spodobi za jubilejno epizodo, bomo praznovali s tole čudovito čokoladno torto, ki ima notri še bananin kremo, lešnikovo pralino in hrustljavo kadajf plast. Mislim, pogledajte, kak je čudovita in tole bomo skupaj danes pripravili, se že komi čakam, da zarežem. Takole, zdaj pa samo še nekaj zaželim in upihnemo tole lepotico. Če še enkrat samo povzamem, kaj vse se skriva v tej torti. Imamo sočen, čokoladen biskvit, tak, ki je res kar stopi se v ustih, drobtina kar zgine v nič in je res bogat in zelo, zelo dober. Potem imamo tukaj na sredini se skriva čokoladni ganaš z lešnikom in pa ta krema. Ta glavna zvezda te torte je pa bananin kremo. Torej banana, čokolada in lešniki. Popolna kombinacija, zdaj pa mislim, da je čas, da si zaslužim že en košček in da jo poskusim kar. Cheers. Bo še hrustja. Jami. Oh, je dober. Ful je dober. In Neža, tebi je všeč? Kot pa se spodobi za takšen velik jubilej, želimo z vami skupaj proslaviti to 100. epizodo Sladke akademije in sicer tako, da bomo skupaj z Lidlom organizirali nagradno igro. Podarili bomo kar 10 vrednostnih kartic v višini 30 € za nakupe v Lidlu. Sodelujete lahko pa tako, da v komentar spodaj zapišete enega izmed sledečih odgovorov. In sicer, zanima me, katere okuse sem dodal v to torto. Ali je banana, čokolada, kokos? Mogoče. Ali je kiwi, jagoda, mascarpone, ali je pa banana, čokolada in lešnik. Zapišite spodaj v komentar in se potegujte za to čudovito nagrado. No pa se lotimo priprave biskvita. V skledi zmešamo stopljeno maslo ter olje. Dodamo še bel ter rjav sladkor. Oba sladkorja sem uporabil zato, da bo okus biskvita še bolj bogat. Ko imamo maslo, olje ter sladkorja premešana, dodamo še jajca, kavo ter sol in vse skupaj zmešamo z metlico. Take biskvite imam res najrajši, ko sploh ne rabimo vzeti nekega mešalnika. Čist preprost biskvit in boste videli, kako sočen pride. Zdaj dodamo pa še 210 g moke, jo presejemo skupaj s temnim kakavom, soda, pecilni in smo. Skupaj z moko bomo presejali še kakav v prahu, sodo bikarbono ter pecilni prašek, tako da se bo vse čim bolj enakomerno razporedilo. Zdaj pa zmešamo sestavine za biskvit in čisto na koncu primešamo še jogurt. Pečica je že segreta, pripravimo 2 pekača za torte 18 cm premera, ki sta že namaščena. Zdaj pa tole razdelimo na polovico, maso za biskvit, približno pol kile jo pride na en pekač. Lahko stehtate ali pa tudi kar na uč. Oba biskvita gresta zdaj v pečico, ki sem jo segrel na 170 stopinj. Ker pečemo 2 hkrati, priporočam, da pečemo z ventilacijo, da se toplota bolj enakomerno razporedi. Pečemo 25 do 30 minut, pri 20 minutah pa lahko že začnemo z zobotrebcem preverjati, če so biskviti slučajno že malce prej pečeni. Naša torta bo res čudovita kombinacija, taka simfonija okusov. Imeli bomo bogat čokoladni biskvit, zdaj bomo naredili še lešnikov krokant, to je karamela plus pražene lešniki, ki bomo skupaj zmiksali v tako fino pasto. Ta krokant bomo dodali skupaj s kadajf rezanci v hrustljavo plast, poleg tega ga pa še vmešamo še v čokoladni ganaš. Potem pride pa še bananin kremo, se vam že kaj sline cedijo. Zdaj pripravimo karamelo, ko bo ta še svetlo rjave barve, vanjo dodamo pražene lešnike.
Lešnike in karamelo na to kar hitro premešamo, dobro premešamo in na to prestavimo na silikonski pekač ali pa na pladenj obložen s papirjem za peko, tako da se ohladi. April je tudi mesec, ko praznujemo dan brez zavržene hrane. Kaj se smejiš na drugi strani kamere? Res je, april je mesec, ko praznujemo, obeležimo dan brez zavržene hrane in v okviru hrano zavesti bomo mi tele rjave banane spremenili v bananin kremo. Fantastična bananina krema, ki je v bistvu kremo, je čisto simpel, sliši se fancy, a v resnici je to neka vanilijeva krema z malo bananinga pireja pa želatina je noter. Sam to, da boste vedeli, ampak ko boste pa rekli, jaz sem dal bananin kremo v to torto, boste pa izpadli k francoski slaščičarji. Te banane so pa rjave, zato ko so bile v hladilniku, zato ker ne vem, zakaj sem jih tja dal. Ne imeti banano v hladilniku, čeprav je, da so malo dlje sveže, kljub temu, da porjavijo. Ne vem. Dajmo zdaj tole noter v pečico, 170 stopinj, banane se pečejo približno 10 minut, dokler ne zajočejo. Počle bojo pa johale. Pa dajmo. Medtem ko se banane pečejo, vzamemo naš lešnikov krokant, ga nadrobimo v posodo mešalnika in pričnemo mešati. Ne obupati, ko mešate tole pasto, se pravi, prej smo imeli krokant, zdaj smo pa krokant spremenili v praline pasto. Ni še pa čisto, tale še malce preveč zrnata. Na eni točki boste videli, ko boste dolg časa mešali, ko bo vse skupaj prišlo ven olje iz lešnikov in se vse lepo povezalo s karamelovo pasto. Tako da rezultat mora biti res taka precej gladka in rahlo tekoča pasta. Praline pasta mora biti na koncu približno takole tekoča. Odstavimo jo na stran in jo pustimo pri sobni temperaturi. Banane so zdaj pečene, biskviti ohlajeni, biskvite mimogrede zavijemo v živilsko folijo, ko so ohlajeni, nato pa jih za nekaj ur prestavimo v zamrzovalnik, preden se jih lotimo rezati. Tako se bodo veliko lepše prerezali. Ko se banane malce ohladijo, jih olupimo, dodamo v posodo in zmešamo v pire s paličnim mešalnikom, nato jih pa še precedimo skozi cedilo, da bomo dobili čim bolj fin bananin pire. Znebili se bomo tudi nekaj odvečnih semen. Nadaljujemo s pripravo bananinega kremoja. V loncu zmešamo mleko ter smetano, dodamo malce soli in začnemo segrevati. Vmes v ledeno vodo namočimo lističe želatine, tako da se dobro hidrira. Rumenjake malce stepemo in jim primešamo sladkor. Vse skupaj dobro premešamo z metlico, nato pa postopoma med mešanjem prilivamo vročo mešanico mleka ter smetane. Ko imamo rumenjake temperirane, jih prilijemo skupaj z mlekom in smetano nazaj v lonec in na srednjem ognju kuhamo približno 10 minut, toliko, da se nam krema zgosti. Nato kremo odstavimo iz ognja, vmešamo bananin pire in dobro premešamo. Zdaj dodamo še cimet, primešamo še vaniljo. Vse skupaj premešamo, nato pa ožamemo lističe želatine, ki se je vmes dobro namočila in jo dodamo še v vročo kremo, tako da se raztopi. Ko imamo vse dobro premešano, pa še postopoma vmešamo maslo. Ko sem dodal noter banano, so se take čisto mini grudice naredile te banane, v vsakem primeru to ni noben problem. Vzamemo na koncu palični mešalnik in emulzificiramo tole zadevo. Poglejte, kako je lep tale bananin kremo. Zdaj ga preprosto zlijemo v skledo, pokrijemo s folijo, tako da se folija dotika površine kremoja in ga ohladimo. Najboljše, če vse te sestavine pripravite en dan naprej in jih pustite na hladnem čez noč. Pripravimo še čokoladni ganaš, temno čokolado zalijemo z skoraj vrelo smetano, malce počakamo, nato pa premešamo, da se čokolada raztopi. K ganašu sedaj primešamo še nekaj naše praline paste. Vse skupaj emulzificiramo s paličnim mešalnikom in ponovno odstavimo v hladilnik za nekaj ur ali pa še bolje čez noč. Zdaj imamo biskvite spečene, bananin kremo pripravljen ter čokoladni ganaš prav tako. Čaka nas še hrustljava plast. Tole so kadaj frezenci, katere preprosto popražimo v ponvi na maslu. Ko so rezanci prepraženi, jih zmešamo s praline pasto, dodamo še čisto malce soli
in to dobro premešamo. To bo služilo za hrustljavo in nekako zanimivo ter pestro plast v torti. Hrustljavo presenečenje, dajmo tako reči. Zdaj pa vzamemo ohlajen biskvit in ga narežemo. Jaz sem biskvit pekel v 2 pekačih in vsakega izmed njih narežem na 2 kosa, torej rabimo 4 plasti biskvita. Če se vam je pri biskvitu naredila kapica, jo predhodno odrežemo stran. Biskvite imamo zdaj narezane. Pomembno je pri tem biskvitu, da ga dobro ohladimo, lahko ga damo tudi kar v zamrzovalnik, ko se ga lotimo rezati, ker ga boste tako najlažje razrezali naravnost. Zdaj imamo pa tukaj vse komponente, ki grejo v torto. Tule je čokoladni ganaš z malce praline lešnikove, tle imamo bananin kremo, ki se je fino strdil, in pa naša hrustljava plast v torti bojo kadajf rezanci z lešnikovo pralinno pasto. Tole, obe kremi, moramo zdaj stepati z ročnim mešalnikom toliko časa, da bomo dobili mehke vrhove in da bo mazljivo. Potem pa se lotimo sestavljanja torte. Dali bomo 2 plasti banane, 1 plast čokolade, kadajf vmes, pa se skupaj obmazali še z banano, ker to je tako dobra banana krema. Bananin kremo stepemo z ročnim mešalnikom toliko, da se zmehča in da ga bomo lahko brizgali. Enako storimo s čokoladnim ganašom, le da tukaj pazimo in ga stepamo le res kakšnih 10 sekund, da ne bo preveč zatrdil. Zdaj se pa lotimo zlaganja torte. Na prvo plast biskvita namažemo kadajf rezance, nato pa pričnemo brizgati bananin kremo. Priporočam, da uporabite dresirno vrečko, kajti tako boste najlažje dobili enakomerno višino kreme. Ko imamo prvo plast bananinega kremoja nabrizgano, vzamemo paletni nož in izravnamo kremo. Čez položimo naslednjo plast biskvita in ga malce pritisnemo, tako da se dobro oprime kreme. Na sredino torte bomo dodali čokoladni ganaš z lešnikom, tukaj ne bomo dodali hrustljave plasti kadajfa, samo ganaš. Podobno kot z bananinim kremojem ga nabrizgamo, nato pa izravnamo s paletnim nožem. Povrh položimo še tretjo plast biskvita, zdaj pa ponovimo, kot smo naredili na začetku, torej hrustljava plast in čez bananina krema. Poglejte tole lepotico. Imamo torej banana kremo s hrustljavim kadajfom z lešnikom, čokolada, lešnik, ganaš in še enkrat banana kremo s hrustljavim kadajfom. In torta je praktično zaključena. Na tej točki vam mora ostati še približno kakšna tretjina ali še malo več kot tretjina bananinega kremoja, kajti s tem bomo na koncu obmazali celotno torto. Zdaj pa preprosto. Pa tudi tega kadajfa mi je malo ostalo, lahko ga date več. Nič narobe, sicer se pa lahko uporabi tudi za dekoracijo. Zdaj pa samo še zadnjo plast gor podamo in dekoriramo, obmažemo do konca. Ko imamo torto v celoti zloženo, je čas, da jo obmažemo. Ker pa je zaenkrat še, dajmo temu reči, gola in je ta biskvit odprt, moramo najprej narediti tanko plast premaza, ki temu se reče po angleško crumb coating, oziroma mi bomo temu rekli plast, ki ujame drobtine. Res čisto na tanko to namažemo in potem bomo torto prestavili v hladilnik, da se ta plast kreme malce ohladi in na to bomo dali še dekorativno plast kreme čez. Še enkrat. Prvo plast torte premažemo res na tanko, toliko, da vanjo ujamemo vse drobtine. Torto postavimo nato na hladno za nekaj minut, tako da krema stisne, nato pa pričnemo še z drugo plastjo bananine kreme, ki je bolj dekorativna. S tem tudi izravnamo torto, da bo izgledala čim bolj ravna. Takole, torta je zdaj obmazana, ohladil sem jo in zdaj je čas za dekoracijo. Tukaj se lahko date duška, lahko naredite čist, kar vam paše, lahko brizgate ganaš, smetano, lahko bi še malo tega kremoja ohranili, tako date gor kandirane banane, suhe banane, karkoli vam je res ljubo. Jaz sem se odločil za drip iz temne čokolade, dodal bom gor še nekaj teh čokoladnih dekoracij, pa bomo pa videli, nujno pride še pa svečka za 100. epizodo, ali? Drip.
Za čokoladni drib takole počasi brizgamo po robu torte in kjer želimo, da gre čokolada malce niže dol, samo preprosto malce dlje časa ostanemo na tistem mestu, da spustimo več čokolade na to točko. Nato pa takole nadaljujemo okoli ter okoli torte. Jaz sem torti dodal še en krancelj stepene smetane, zdaj pa še malce čokobanan za dekoracijo in na koncu še čokoladne mrvice. Ja, Madonna, če bom jaz kdaj sebi dal na torto 100, jaz bom ful vesel. Mislite, da je to sploh možno sprav? 1, 0. A ni lepa, no pa sem pogledal. Še 1-0. Malo nižje tega, ne? 100. No, pa smo pripravili to čudovito torto. Hvala za vse lepe odzive, za to, da nas spremljate in da smo lahko skupaj ustvarili že 100. epizodo. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in dober tek.